večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Nekateri poslanci državnega zbora so danes začudeno gledali v svoje računalnike. Ti so se jim najprej zaklenili, nato pa v španščini predvajali parole v stilu Viva komunizmo in podobno. Nekaj časa je celo izgledalo, da je državni zbor tarča hujšega hekerskega napada. No, kmalu se je izkazalo, da je šlo zgolj za neprijeten virus, ki ga je preko Facebooka nevede delila njihova poslanska kolegica. Poglejmo podrobnosti. Imamo virus, opozarjam vse kolege na desnici in kaže, da ga pošilja okrog kolegica Violeta Tomić. Rad bi vam pokazal, virus je pripet na tole sliko Janše z brado, ki ti zaklene računalnik in predvaja komunistične parole. Kar poglejte. Ampak to je Lenin, ne pa Janša. Spet mešate jabolka in hruške in ne vem, kaj se greste. Očitki so neutemeljeni. Primerjava, ki ste jo vi naredili pravkar, je znak nizkotne narave. Saj zelo dobro vemo, kdo v zgodovini so vsi zla in kateri so tisti ta dobri. A ne? Ful sta podobna. Lejte, ne obstaja ne plešasti Janša, ne Janša iz brado. Lejte, jaz sem samo opozoril. Proste! Prosim, pomirite se. Samo povem, ker bo čisto nič ne podoben. Mir v dvorani. A pa lahko. Lepo prosim, da se pomirite. Sramota. Kolegica Tomićeva naj razloži, kako je prišel virus. Zdaj, seveda se upravičujem, da sem to naredila in vsekakor bom naredila vse, da popravim storjeno zagato. Po mailu sem včeraj dobila prijateljske pozdrave iz Venezuele in sem jih pač morala odpreti. Vse te maile, kar sem jih ta mandat dobil od poslancev Levice, manj sprintane v totem fasciklu, dal sem jih testirati in na več kot polovici so se pokazali virusi, kar kaže, da se ne pazi na higienski minimum. Noben si rok ne umije, ko gre iz WC-ja. Moj nasvet je, jaz sem par let nazaj zamenil in sem zdaj na Macu, tle imam MacBooka, doma imam iMaca in ni nobene štale. Nabavite, ne, si to ali pa vsaj inštalirajte kakšne antivirusne programe. Replika Marjan Pojbič. Gospod Trček, to govorite o bookmakih, pa nekaj nabijate, ne veste pa nič o Windowsih. Z njimi imamo probleme. Glejte, jaz se tega ne znam inštalirati. O totih virusih noben tu nič itak ne ve. In zdaj vprašamo ministrico, ki se dela, da nič ne ve o tem. A bo kdaj ukrepala, preden nam virusi vse računalnike dol požerajo? Marcel, pozdravljen. Ali lahko tukaj potegnemo kakšno paralelo z zadnjo večjo kibernetsko akcijo maja letos, ko so hekerji v številnih državah izvedli kar 45.000 napadov z izseljevalskim virusom? Zelo težko, ne? Jaz bi prej rekel, da gre kle bolj za neko hekersko parodijo, ne? Noben ni tukaj nobenega direkt napadov, ne? Ampak se je ta virus širil na ključu, ne? Z odpiranjem datoteke na Facebooku, ne? In teh virusov je kesulate, ne? Je pa nekaj res, da če greš odpirati priponko z Leninom, ki ti jo pošle Violeta Tomić, moraš biti dejansko zelo naiven. No, strokovnjaki vendarle opozarjajo na eno zanimivo podobnost. Ne, oba virusa, tako izsiljevalski kot tudi ta z Leninom, sta zaklepala računalnike. Ja, ampak s to razliko, da Lenin doslej ni zahteval še nobenega denarja. Ne moreš vedeti, da je programska oprema, ki ti zaklene računalnik na temni strani interneta, lahko dosegljiva roba, ne? Pa tudi ne vem, koliko draga ni, ne? Se pravi, ni nujno, da moraš biti ravno nek hooked heker, ne, da vse to skupaj spraviš, ne? Ampak vseeno, zakaj bi nekdo iz Latinske Amerike v Slovenijo pošiljal komunistične parole? Kakšen bi lahko bil njegov motiv? Ok, če lahko špekuliram, bi rekel, da je eno od opcij tudi ta, da ima venezuelski socialist, ne, ki je to poslal Tomić, ki je en poseben smisel za humor, ne. Razen, če za tem ne stoji NSA, ne, National Security Agency, ne. V tem primeru so stvari veliko bolj resne, ne. Hvala, Marcel. Danes se je z večdnevnega teambuildinga na Pokljuki vrnila koalicijska ekipa na čelu s premierjem Cerarjem ter ministroma Erjavcem in Židanom. Takole složno so naravnost iz divjine prispeli na Brdo, kjer bodo nocoj prespali. No, vidva bi mene ujela, če bi padel, recimo. Ja, seveda bi te. No, ko smo delali ono vajo z zaupanjem, ni tako zgledalo. Sploh ti, Karl. Posrel se je. Si imel kar roke v žepih. Ja, sorry. Ej, vidva, a vesta pruni vaji z zavezanimi očmi? Se ni noben Milojke odvezal, a ne? Ja. Ja, ampak a bo najdla nazaj? Kaj me briga?
Vidno utrujeni, a visoko motivirani so nato stopili pred kamere ter ure in ure na dolgo in široko pripovedovali o svoji enkratni adrenalinski izkušnji. Gospod dr. Cerar, zdaj tako, s kolegi ste bili nedosegljivi kar nekaj časa, to najbrž pomeni, da je bil vladni team building uspešen. Za nas je predvsem pomembno to, da se vsi povežemo, da uživamo v tem mandatu in zato seveda smo odprli veliko tem. Naučili smo se med drugim tudi, kako najboljše sodelujemo skozi različne postaje. Naj jih naštejem od začetka do konca. Tu je zelo veliko nekega športa, bi rekel od fuzbala, pa plezanja za adrenalinske odvisneže. To je bil program dopoldne. Naprej pa vam bo več povedal minister Erjavec. Ja, aktivnosti so bile zelo različne. Bil je trening, kako se ne prepirati, igre zaupanja. Saj poznate, nekdo se vrže na tla, druga mora ujeti. So bile zelo različne, bil je trening, kako se ne prepirati, igre zaupanja. Saj poznate, nekdo In zato so team buildingi s kolegi izjemnega pomena. Zdaj pa besedo prepuščam gospodu Židanu. V tem trenutku me zanima samo še spanje, kar se mene tiče. Skupaj smo v sobi, moramo se dogovoriti, kdo na pogradu spi zgoraj, kdo spi spodaj in kdo v otroški posteli. Hvala. Jaz sem zgoraj, ja? Pred hotelom Brdo je zdaj v živo kolegica Mojca Mavec. Se slišimo? Lep dober večer. Mojca, ali imaš informacijo, kdo spi v otroški posteljici? Je to Židan ali morda Erjavec? No, kot vse kaže, nihče od njiju. Iz zanesljivih virov sem namreč izvedela, da je v otroški posteli na koncu pristal in zaspal kar sam predsednik vlade. Kako pa to? A ni napovedal, da bo spal zgoraj na pogradu? To je sicer res, a po mojih informacijah naj bi v hotelski sobi prišlo do hudega spora med Erjavcem in Židanom. Oba sta na vsak način hotela ležati pod predsednikom. Erjavec naj bi celo grozil, da bo zapustil hotel. No, ker nihče ni popustil, se je predsednik kar sam preselil v otroško posteljico. In kdo zdaj spi zgoraj? Najvišji položaj je na koncu zasedel Karel Erjavec. Stari lisjak. Mojca, hvala za te informacije in lahko noč. Adijo. Pred nami je še zadnje poglavje predsedniških volitev. Ostala je samo še ena dilema, ali Borut Pahor ali Marjan Šarec. Oba sta svoji predvolilni kampanji zasnovala na življenjskih izkušnjah. Pahor nam daje zgled, da se peš daleč pride, Šarec pa nam sporoča, da gre hitreje z avtobusom. Poglejmo, kdo vas bo bolj prepričal. Pešak ali vozač? Moje ime je Borut in hodim. Kam hodim? Ne vem. Včasih naprej, včasih nazaj, a vedno z nasmeškom in če se izgubim, me ni sram vprašati za pot. Živijo, a lahko še enkrat poveste? Se pravi dol do mosta, potem pa križišče na desni. Prav, da je gostilna še odprta. Hvala. Ajde, gremo. Rad hodim, to me pomirja. Pešačim že vse od otroštva. Takrat nisem imel bicikla, rajši sem hodil, največkrat sam, včasih s prijatelji. V šolo in domov, na zmenke in k njej domov, po pisti, po parketu in po preprogi. Kdor hodi, vidi svet okrog sebe drugače. Folk! Ja, kaj pa je? A ste videli, ko še nadar tle dole? Mogoče kaj lerijo, ki se mi ljudi ful, pa ne vem, če lahko pritisnem, ne? Za ovinkom ni nikogar. Ja, ful, da beste, hvala, dobro hodite. Kar gas. Čau. Gremo, ekipa. Allegro. Ne hodim zaradi volitev, ne, to ne, tega ne bi mešal s politiko. Imam svojo pot in morda bodo mladi nekoč hodili po poti Boruta Pahorja. Kdo ve, rad imam Slovenijo in zato jo bom prehodil, po dolgem in počez. Morda se kje srečamo. Marjeta, Dober krava, moj se še enega bojo. povejte mi, imate še kaj teh krofov? Jaz bi hrabil za nekaj s seboj. Da zadnji zemlji sem dal konjičko, ne vem, kaj mi je bilo. Ja, krava ni več, ima pa še strudel pa floncate. Vse vzamem. Kaj pa otroc? Otroci ne jedo zelenjavo. Eni pravijo, da se počasi daleč pride. Jaz pa mislim, da so to zastarele poglede. Res, da imam službenega šoferja, a je vožnja z njem dolgočasna in ne ekološka. Zato imam avtobus, da bomo skupaj hitreje na cilju. Jaz sem už doma pohodil, mi navmo. Če bi bila vožnja, če me prštecom dol vržete. Zakaj pa avtobus? No, eni se že celo življenje vozimo z avtobusom. Na njem sem bil kot dijak dostikrat tepen, ampak zdaj sem jaz tisti, ki
bo sedel na zadnjih sedežih in vemo, kdo na zadnjih sedežih sedi, tisti, ki je kul. Tam je največja žurka in če mi bo kdo plac zasedel, ga bom razbil s svojo odlično ekipo. Kdor se vozi, vidi več in pride dlje. Moj avtobus se bo ustavil tudi na vaši postaji in na njem je prostor za vsakogar. Pomembno je, da imate ideje. Lejte, mi moramo eno atomsko bombo narediti, pa smo velesila. Po moje rabimo vodikovo. Super. Takole bom rekla, veste kaj, jaz bi tudi, da Kuški pa Mucki imajo volilno pravico, a veste, ker oni bi sam po instinktu odločili, pa jih ne mogli takole okoli prinesti, vam povem, da ne, a ne, in bi bilo vse boljše. Ja, pa Prešiči. Lejte, Marjan, če bili vsi skozi goli, sem prepričan, da bo tudi manj težav z nataliteto, se strenjamo, a ne? Čas je za novo generacijo in novo politiko, takšno, ki ne trepeta pred Janšo ali Kučanom. Ne bodo me ustavili, moj avtobus ima 300 konjev. A bi ti mene lahko zategnil z busom? Ne bo. Sam do Ne doma. bo šlo, imaš preveč prtljage. Zakaj ne? Njega, živo. Z nami zopet Zoran Predin, vodja raziskovalnega centra Gate na glavo, pa dva svinčnika v nos. Povej, komu bolje kažejo javnomnenjske ankete 2 tedna pred odločilnim drugim krogom? Tokrat smo volivcem zastavili vprašanje. Ali bi za predsednika države rajši imeli pešaka ali vozača? 56% jih je odgovorilo, da jim je bližje tip predsednika pešaka, medtem ko je 34% vprašanih odgovorilo, da podpira model državnika vozača. Neopredeljenih je še 10% volivcev. Matej, kot se kaže, bo te predsedniške volitve odločila pešadja oziroma pehota. Se strinjam, volilna baza pešcev, hodačev in tekačev je dovolj velika, da v primerni volilni udeležbi dobi te volitve. Seveda pa po drugi strani nikakor ne bi odpisal vozačev. Iz osnovne in srednje šole se spomnim, da gre za populacijo, ki je zelo žilava in nepredvidljiva. Si bil ti vozač ali pešak? Jaz sem v osnovno in potem srednjo naravoslovno matematično šolo hodil v Velenju, kar pomeni, da sem bil bolj pešak. No dobro, pa te preseneča, da so po 25 letih to prve volitve, na katerih ne bodo odločali niti glasovi levice in niti desnice. Po svoje je to fascinantno. Namesto klasične desno-leve delitve smo dobili 2 nova tabora, 2 močna politična bloka vozačev in pešakov. Nova ideološka platforma se odslej glasi: povej mi, kako si hodil v šolo in povem ti, kdo si. Kar je vsekakor napredek. Matej, hvala za ta pojasnila. Mi pa poglejmo na tuje. Svet se je vrtel po taktih bolj ali manj uravnovešenih liderjev. Dvigni malo intonacija, prosim. Še malo. Tako je. Totalna revolucija za njega ni rešitev. Donald Corbin se ne hoče sama potrditev. Totalna revolucija za njega ni rešitev. Donald Corbin se ne hoče potrditev. Dobro, bravo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 od vseh voditeljev, jaz sem največ vreden. Je King Jong-un, neki ima zate, je klapa pa zame, atomsko bombo. Najraj bi jo kar izstrelil, škoda bombe, tak mu plevelu je, shit. Raketa pod kozolcem dolgo bila je skrita, pajčevino staro premočno zavita. Zdaj smo jo pa najdel, jo orbito pognal in veselo bomo z njo uluskakal. In veselo bomo z njo uluskakal. Mi se bomo rodi. Mi se bomo rodi, sam da smo na vladi. Pozdravljen z zmago. Ali je res, da se Dejan Zavec vrača nazaj v ring? Ja, to informacije so točne, Slavko. Mister Simpatikos očitno še ni rekel zadnje besede. Potem, ko se je pred 2 letoma po porazu v dvoboju za naslov prvaka supervelterske kategorije v pokoju in po 23 letih končal svojo bogato kariero, je danes sporočil, da se spet vrača v ring.
Poglejmo, kaj ga je tako razkuril. Zdaj pravi razlog je politični napad. Boks je kot šport do pred kratkim užival zelo visok ugled v naši družbi. Pred kratkim so mu naredili veliko krivico. Kandidatka stranke SMC je svojo boksarsko predstavo omazala naše dobro ime. Jaz seveda vem, da je med tako kampanjo marsikaj dovoljeno in to pač lahko razumem. Medtem so pri boksu pravila stroga in udarci pod pasom prepovedani in ni lahko. In velikokrat pač ljudje ne razumejo, da se ne morejo kar tako zajebavati z našim športom, da smo tudi mi občutljivi, da smo samo ljudje in da take stvari rešujemo s fajtom. Danes se je na sedežu Nogometne zveze Slovenije mudil Robert Prosinečki, eden od kandidatov za novega nogometnega selektorja. Kaj so se zmenili, če so se sploh kaj, ne vemo, ker NZS ne daje nobenih informacij. No, naše kamere so kljub temu zabeležile trenutek, ko se je veliki žuti na parkirišču srečal z navijači. Poglejmo. Jaz sem dal špikuč, stal sem tam, on je pripisal mim, kad je meni, kad je kralj Ljubljane. Pa se je stopil vam in je še plunil šipu. Pa sem pa vedel, da je kmet, ne? Tako da itak nimaš čisto benka smisla. Nima veze, da se ti, ker ne moreš kar izseljevati na parkirišču, a ne da ne more. To ni kulturno, ne? Samo ti te kušiš. Meni je čisto vseeno, kdo je ta kreten, ne se nauči parkirati. Olej ga Prosinečki. Jaz samo tražim nogometni savez. A prosti, žuti, nisem te prepoznal, ne? Moj fotor je velik. No da, mene samo zanima, a bo še res prevzel naša Pa nije nogometna važno, reprezentacija? jaz sem došel na sastanak, a ne na intervju. Neću vam polagati račune koji kurac ste, nemate kulture, nemate selektora, jel tako? Ja, seveda rabimo. Ampak bolj, kad je bo služen, manj se pripričam, da si ti ta prav človek za to. Sploh pa znaš igralce, sploh veš, kdo je igra. Trebate promeniti sistem. Ja, ne vem, če je to tako enostavno. Pa kako da ne? Naši so navadi, da taktizirajo. Pa da, ali trebamo da se bavimo futbolom, a ne astrologijom. Pa daj. Te star mu čisto nič ni jasno. Za konec še nekaj komedije. Romana Tomc, prva dama predsedniških volitev, je sinoči v klubu SDS pripravila celovečerni stand-up in šalami na račun predsedniških kandidatov navdušila izbrano publiko. Poglejmo. Hvala lepa. Se upravičujem za zamudo, sem zunaj Šiško fehta z avtobusno karto. A veste, kakšna je razlika v višini med Marjanom Šarcem in Borutom Pahorjem? Mislim točno en kučan. Ker je Angelca spekla za vse potičko, sem upala, da jo bo tudi Popovič. Ampak če nimaš jajc, prid na sodišče, jih verjetno tudi za potico nimaš. Če vprašamo Sonjo Krause, a se bo iskreno trudila za Slovenijo, vam bo iskreno rekla, ja, aber natürlich. Doktorica Makovec Brenčič zdaj ve, da je premalo, če zate glasujejo samo člani ožje družine. Najlažje soočenje je bilo na popu. Poveš 3 besede in že stop, imamo glase. A ne? Spoštovani gledalke in gledalci, to so bile izmišljene novice. Lahko noč in miren spanec.